Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer zjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 26. avgust 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Zakaj Slovenci še vedno množično odhajajo na delo čez mejo? Naša košarkarska reprezentanca je odletela na Evropsko prvenstvo. Tokrat bo napadala iz ozadja, pravi selektor. Bi gobarili spoznavalci gob? Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Čeprav je brezposelnost v Sloveniji okoli 3,7% junija letos precej nižja kot v Avstriji, okoli 5,8% v istem obdobju, številni Slovenci še vedno iščejo priložnosti na severni strani meje. Avstrija ostaja mamljiv delovni trg predvsem za prebivalce Štajerske, Koroške in Pomurja, kjer je bližina Gradca in manjših industrijskih središč pogosto odločilna. Med glavnimi razlogi so ponavadi višje plače, pa tudi dejstvo, da je na leto zakonsko predpisanih 14 plač, v Sloveniji ena manj. Toda delavci priznavajo, da tudi v Avstriji ne cvetijo več rožice. O tem danes v Večeru piše Sanja Verovnik, ki jo pozdravljamo na drugi strani. Sanja, nekaj razlogov za številne migracije iz slovenske strani meje na avstrijsko-štajersko smo že omenili v uvodu. Pogovarjala si se z nekaj Slovenci, ki delajo v Avstriji. Koliko več zaslužijo čez mejo, kakšni so še razlogi, da se na delo odpravljajo v sosednjo državo? Ja, torej Slovenci, ki delajo v Avstriji, poudarjajo predvsem višje plače. Saj lahko tam zaslužijo občutno več kot doma, torej tudi nekaj 100 evrov več. Poleg redne plače jim pripadata še dve dodatni izplačili, torej gre za 13. in 14. plačo, torej za poletno izplačilo in pa potem božično izplačilo, naš regres in pa božičnica, kar bistveno poveča letni dohodek. Dodaten razlog je, kot pravijo nekateri, tudi varnost zaposlitve, ampak predvsem največji razlog so torej ta namesto 12 oziroma pri nas 13 zakonsko določenih izplačil, jih je tam 14, torej ena plača več. Sanja, kako pa delodajalci opisujejo slovenske delavce in zakaj jih danes težje zadržijo? Avstrijski delodajalci opisujejo Slovence kot izredno disciplinirane in marljive zaposlene, s katerimi so zelo zadovoljni. A priznavajo, da jih je danes težje pritegniti in zadržati kot nekoč, saj so se tudi plače v Sloveniji za nekatere poklice dvignile. Poleg tega pa se mnogim dolga vožnja, na primer iz Ptuja do Gradca ali še dalje, preprosto ne izplača. In večina Slovencev res išče službo tik ob slovensko-avstrijski meji. Kateri poklici so v Avstriji trenutno najbolj iskani? Največ povpraševanja je po električarjih, trgovcih, sobaricah, voznikih, natakarjih, pa tudi po delavcih v gradbeništvu, zdravstvu, kovinski industriji, tudi programerji in strokovnjaki za kibernetsko varnost so iskan kader. Veliko je zanimanje denimo po kadru v domovih za starejše. Sezonska dela pa pogosto vključujejo na primer pomočnike v kuhinji in hotelsko osebje na bazenih in podobno. Pa poglejmo še številke. Koliko Slovencev dela v Avstriji in ali se je število v zadnjih letih povečalo? Ja, aktualni so zgolj podatki za leto 2022. Ti kažejo, da je bilo v tujini zaposlenih približno 24.986 Slovencev in Slovenk, od tega kar 16.437 v sosednji Avstriji. V zadnjem desetletju se je število zaposlenih Slovencev in Slovenk v tujini več kot podvojilo. Koliko Slovencev in Slovenk trenutno dela čez mejo, torej v Avstriji, je pa težko oceniti, a mnenja sem, da se številka izpred 3 let ni bistveno spremenila. Sanja, pišeš tudi, da je nemščina ena največjih ovir pri zaposlitvi. Zakaj? In še pišeš tudi, da v Avstriji ne cvetijo več rožice. Nemščina je ovira za to, oziroma neznanje nemščine, ker številna delovna mesta zahtevajo
dobro znanje jezika, predvsem ko govorimo o natakarjih, pisarniških delavcih, trgovcih. Ti brez znanja nemškega jezika zelo težko konkurirajo domačemu kadru. Je pa seveda še vedno veliko služb, kjer moraš nemščino seveda razumeti, nekaj tudi govoriti, ampak ne potrebuješ pa tekočega znanja jezika, zato ker delaš pogosto v slovensko govorečem kolektivu. Tu gre predvsem za monterje, gradbenike, pa za delo v proizvodnih halah. Ja, marsikdo reče, da v Avstriji razmere niso več rožnate oziroma idealne, kar priznavajo Avstrijci tudi sami. Ponudbe dela je na trgu veliko manj, kot je bilo pred 3 leti. Brezposelnost narašča in je veliko višja, kot denimo v Sloveniji. Zadnje leto nezadovoljstvo med domačimi tudi zaradi tega seveda narašča. In zato je tudi Slovencem pogosto težje poiskati res dobro službo, ampak vsekakor, če je nekdo vztrajen, še vedno najde primerno službo zase, saj tako kažejo izkušnje številnih Slovencev, s katerimi sem govorila, in Slovenk, ki se vozijo vsakodnevno na delo čez mejo. Naši košarkarji so od sinoči na prizorišču Evropskega prvenstva v Katovicah. V četrtek jih tam čaka uvodna tekma proti gostiteljem Poljakom. Selektor Aleksander Sekulič zatrjuje, da bo zaščitni znak Slovenije bojevitost. Bo res tako? Edo Murić, najbolj izkušen v reprezentanci, je pred poletom na Evropsko prvenstvo povedal, kako težko je bilo moštvu po visokem porazu na zadnji pripravljalni tekmi proti Srbiji. Citiram: "Ljudje v Sloveniji se zagotovo ne zaslužijo gledati takšne igre. Upam, da je bila to klofuta ob pravem času in da bomo na prvenstvu pokazali pravi obraz. Obljubljam, da bomo že na prvi tekmi pokazali, da imamo veliko srce," je dejal. Slovenija bo v Katovicah igrala 5 tekem, prvo torej v četrtek ob 20:30 proti Poljski, nato še proti Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. V osmino finala se uvrstijo 4 ekipe. Kliknite na večer.com, kjer lahko preberete predstavitve tekmecev Slovenije v skupinskem delu tekmovanja. Radi gobarite? Športni park Dobrovce bo v soboto 30. avgusta prizorišče 9. mednarodnega srečanja gobarsko-mikoloških društev, ki ga pripravlja Gobarsko društvo Snežka. Dogodek bo združil poznavalce in ljubitelje gob iz Slovenije in tujine, vrata pa bodo odprta za vse, ki jih zanima čarobni svet gob, tudi za tiste, ki niso člani gobarskih društev. Prireditev se bo začela že dopoldne z vodenim gobarjenjem v okolici Dobrovc. Za 20 € kotizacije udeleženci prejmejo zajtrk, pijačo, dobrodošlice, kavo, kosilo in eno pijačo pri kosilu. Prevoz je v lastni režiji, terene pa bodo usmerjali izkušeni vodiči Gobarskega društva Snežka. Po končanem nabiranju bo postavitev in priprava razstave gob, ki jo bodo popoldne strokovno obrazložili poznavalci. Gobarjenje zahteva predhodno prijavo do 28. avgusta. Podatke o tem, kje se prijavite, pa najdete v današnjem večeru ter na večer.com. To je bil Večerov dnevni podcast, Večer zjutraj 26. avgusta 2025. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na spletni in tiskani Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.